Ne bo naslov Petrol. Pa se vse dogaja na bencinskih pumpah. Danes je 18. marc 2014, torek je, ura je 8:32 zvečer, tole so glave, 27. glave, podcast za legitimno preživljanje prostega časa, pižama intro. Najprej se seveda zahvaljujemo našemu pokrovitelju, ki je še vedno lepa žoga, športni bar, gostilna, pub in oštarija v bližini parka Tivoli. Ta teden poleg, hot dog, ne, to moramo povedati, hot dog vsak teden od 10 do 2 ob sredah, ampak ta petek pa zvečer od 6 ure naprej piknik ob 12. obletnici lepe žoge in zdaj Feder prav, da bo imel dobrote iz Lasaja Čina, Lasaja Čajna, Lakaja Čajna, ne vem, kako se to izgovori. Napiše se, če boste googlali la, presledek caja, presledek skina. To je ludilo, če citiramo Fedra, najhujši kosi mesa prihajajo iz čudežne škatle. Pekli bomo svinjska rebra v 3 različnih marinadah, celega jagenčka in cele piščance za otroke. Cele piščance za otroke. Za otroke, ja. To je nekaj, kar bi Feder rekel. To je. Tako da to imamo, kar se tega tiče, sicer pa jasno prenosi vseh večjih in pomembnih športnih dogodkov, vred s curlingom iz Zaloga, tako da pejte do lepe žoge. Ja. In če naja vidite tam ob sredah na hot dogu, probite najo pocukati za rokav, če vam bo rad, še posebej Anžeta, ker je pač previsok, da bi ga dosegali. To je to, kar zdaj, če moramo povedati, če nekaj najdete nas na aparatus.si, poševnica oddaje, poševnica glave, ali kako? Tako je, to smo si zapolnili in pa na Facebooku aparatus.si, smo tudi na Twitterju nas najdete pod tem handlom in pa seveda na aparatus.si/podpri lahko podprete celotno mrežo Aparatusa z 4, 8 ali 12 evri mesečno, tako da zadnje 2 tedna je bilo full teh donacij, hvala vsem, ker Anže si prvoščil končno lahko pol odojka za ozimnico, sicer malo pozno, ker smo že marca, ampak je rekel, končno bom imel zimnico in to je bilo zdaj to, pol odojka malo je jeba, ker nima skrinje in se že sosedja malo pritožujejo, da zaudarja z njegove garsonjere, ampak vsem hvala vsem, ki ste omogočili tega odojka. Okay. Nimamo dojka v garsonjeri, jaz sem sam to. Pol odojka. Okay. Vsem. V glavnem, kaj bomo danes počeli, pižama? Danes vam v gosteh snemamo v živo na terenu, smo na Vrhovcih v Kebab inštitutu osrednje Slovenije. Z nama pa je človek, ki je izumil internet, ki je bil tretji igralec pokra v Mezopotamiji in pa človek, ki je biljarde krogle nekoč oblaval tako dobro, da mu je še Stephen Hawking rekel nekaj, kar je zvenilo precej nemehanično. Tako da z nama je Jonas Žnidaršič, poznani predvsem z ljudem z interneta, ne če ga poznate, Afna milijonar je na Twitterju, mogoče ste tam slišali že kdaj zanga, pa friend od Godlerja je, ne, mogoče ste ga tako videli na kakšnih Godlerjevih slikah kdaj in ga od tam se spomnite. Drugač pa, živo Jonas. Živijo, zdravo, pozdravljene. Danes sva Jonasa naplahtala, da se bomo pogovarjali o True Detective, v resnici ga bomo pa mi zdaj 1 uro prepričevala, zakaj mora končno po 3 letih začeti gledati Igro prestolov. Ker jaz sem spod, nakrtka se je začela in mi to se pogovarjamo v cvetličarni dolu, pa imamo stand-upu in tako prav, jaz pa ne, veš, volk je v prstu, až ti si bilo hudo, samo ostalo pa ne moram. Ti sprizor je bil res. Sam pa, ker so pa začeli zmaji leteti, pa pol, ker se je to vse kar prelevilo v nek soft pornič sem pogruntu, ne, sem rekel, jaz tega ne rabim več. Zgubil sem nit, no. Pa je, da je dober. Sem ti rekel, da knjige prvo, ne. A veš, knjige pa na juriš. Ne, nisem gledal, sem sam kriv. Ja, sej. Čisto moja krivda, da mi ni všeč. Nisem gledal. Ja, no zdaj te moram mi da prepričati. Drugič. Ja, ne, drugač pa, tako kot je pižama rekel,
dejanski namen danes je serija True Detective. Jonas je kle zaradi tega, ker smo se v bistvu na Twitterju najdli v True Detective. Mečkaj sem izsilil, no, jaz sem dal sem na Twitterju, sem vedel, da sem res fan. Res je. Res sem pa zadnjih 4 epizode, takoj, ko so bile, vem, da sem komentiral takoj. In to s prav takimi, veš, tweet je kratek, ne, in se moč potrudil, da res sem jih nabil z emocijo, kolikor se je dal, da sem res se potrudil s tweetom povedati, pizda folk, gledajte to. Pazil si, da niso bili neki konkretni spoilerji, ne? Ja, to pa kar je zelo fajn. Ne? Pa zdaj gremo še to reči, ta disclaimer. Ne tega poslušati, če niste gledali. Ja. Ker bomo se pogovarjali. Lej, ne bomo zdaj razlagali, ker nima res, ja. Ampak lahko pa komu kaj uide. Ja, ne bom zdaj namenoma. Jaz še zdaj nisem poslušal tistih 2 epizod glav o Breaking Bad. Ja. Ker ga še nisem gledal in me je sram. Ne, ni me sram. Ja, pa lahko je tako, zdaj, ko imamo Jonasa Kleba, mi da se že toliko teh serijah gledali, samo eno vprašanje zate, ker si pač prvič v glavah. Ne? A imaš neke top 3, pa mu rekel ameriške nadaljevanke, tako da bo ljudje vedeli, iz kje prihajaš, pa zakaj pol True Detective, da mogoče malo več konteksta da k temu, da ti je True Detective koli. Ja, jaz prihajam, točno povedal, odkot prihajam, kakšen je moj stance, moj svetovni nazor. Let me show you where I come from. Točno povedal. Zame je to historično obdobje, ki mu še niti imena nismo dali, ker se kar dogaja. In sicer prvič v lifeu vidim, da je televizija lahko boljša od Hollywooda. Ne? Prvič, mislim, zdaj smo doživeli par serij, ki so bile pa res toliko dobre, da si rečeš, jebem ti ta televizija, ki jo pa načelno zmeri preziramo malo, vsaj jaz, ko preziramo televizijo, ampak fucking, ne. Ta lepo je biti sosed, ne recimo. Ej, pazi, jaz sem to zdaj še razvil, to dejansko bilo delam po licenci. Ja, seveda. A ja? Ja. Okay. Hvala za to tangento, žalim, da ne zdaj gremo le na pozitivne v televiziji, ker če ne bomo kar nekaj, to lepo biti sosed. Skratka, da se nahajamo v nekem obdobju, ki še imena zdaj nima, je to, ne vem, zlata doba televizija, jaz ne vem koga. Do zdaj je bila televizija zame vedno samo dobra takrat, kadar ima neposreden prenos. Ne. Tisto je, veš, ko neposredno lahko gledaš, ne? Ampak zdaj že internet to dohiteva, že na YouTubeu lahko, imaš že streaming pa tako naprej. In zdaj ta naslednji udarc, ne, da je televizija, ta medij zmogel toliko neke nove moči, ali je to zadnji, ne vem, izdihljaj, pojma nimam, ampak je možno, da je. Ne? Ja, sej, to je. Probajmo še to. Predvsem je zaradi tega, mislim, da je tle zelo igra možnost tega naročanja, tega streamanja, da se je zelo v to vlekla, ker je s tem pač prišel zdaj možnost in teh, ali zdaj, če gledaš Netflix, Amazon, kot ti naenkrat, oziroma razni te HBO on demand, ki lahko za nazaj dejansko, je pač mislil zdaj v tej dobi binge-watchinga. Stvari, ki jih ti dobiš in ki jih ti hočeš gledati, ki ti je dobro in jo gledaš več delov skup in ti ni dosti, da bo zdaj vsak del neka zaključena zgodba. Ne vem, 13, se bom pa gledal 24krat, kako je House neki uno Kadijevo vrebal, pa je lahko še to ciničen, pa še zmeri ni lupus, ne? Pa boš ampak se naveličaš tega, ne? In daj mi možno, zdaj, če imaš 8-12 tur, da mi daš eno res cel velik krog in mislim, da je tudi to ljudem, pač ker jim ni treba čakati zdaj en teden, ampak zdaj bom pa jaz pogledal in imaš v 8 urah. Očitno smo pričali nekemu novemu dramaturškemu modelu. Ne? In da dokončam zdaj odgovor, ne, na zastavljeno vprašanje, odkot prihajam in kaj mi je všeč. Zame se je začelo z nadaljevanko The Wire. Tako, yes, končno nekdo, The Wire. Odlično. Nadaljevalo s Sopranovimi in z nadaljevanko Big Love, ki je bila mečkrat mogoče spregledana. To je ta Amish variant. Mormoni. Glavni junak ima družino s 3 hišami, 3 ženami in tu ustreznim številom otrok in ustreznim številom komplikacij v življenju. Mislim, to je bila res dobra, priporočam, če še niste, sem vam kar fauš, ker tisti dober, ker lahko nekomu nekaj svetuješ, pa smo, ti boš zdaj od začetka začel, pa nič ne veš. Ja, recimo Igra prestolov. Približno tako, ja.
Dobro, Big Love, ne? In potem se je nadaljevalo, da bom kakšne spustil, seveda Breaking Bad. Ja, ne? Pa zdaj, seveda, s tem, to je, ne vem, ali je to konc, ker se mi zdi, da boljš več ne more biti. Ne? A True Detective. True Detective, ja. True Detective. Vmes je pa še so neki stranski mini pojavi, ki jih moramo tudi omeniti, in sicer, da se produkcija vsebine, kontenta, neke nadaljevanke, ne, da več ni odvisna od neke televizijske hiše. Ok, HBO. Ja, pa tudi je težko, ampak televizijska hiša. Cikam na novo komično serijo, ki jo je financirala znana, v Ameriki znana neka biodružba Chipotle. Oni najboljši burrito ever. To je edini fast food, ki je dober. Se sploh ne vem, kaj so. Fast food delajo. Oni so, ampak neki za organsko navijajo. Ja, oni so full, imajo kao. Zdaj imajo zunaj svojo serijo, ki so oni sami producenti. Ne? Skratka, oni se ne več kot firma ne zadovoljijo več s tem. Zdaj bom pa na televiziji najdel nek dober program, neko dobro serijo in bomo tam reklame vrteli. Bomo pač drugoje, ampak zdaj bomo prišli do kupca. Ne, oni reče, no bomo več sploh odvisni od televizije, ampak bomo kar sami kvaliteten kontent naredili in se reklamirali. Se pravi, oni so sami, serija se pa imenuje, komična serija Fast Food and Organic and Dangerous, kako je Food and Dangerous, fucking nekaj, ne vem. Samo 4 epizode so, komična epizoda je, komična nadaljevanka je, food, dobre. Mogoče med tem lahko povemo, kaj Jonas Google, da je pa druga stvar, če smo že ravno pri oglasih, pa pri iskanju zdaj tega, kako spromovirati svoj brand, mogoče skozi original content, da imaš pa dejansko zdaj že primere, pa ne, sta to z Renkotom videla takrat govorila v Aparatusu, da ti digitalno vstavljajo v ponovitve nadaljevank, ti digitalno vstavljajo različne oglase. Ja, to so začeli delati. Ja. To je tako, veš, da gledaš prvič, imaš tam oglas za, bomo rekli, Farmed and Dangerous. Farmed and Dangerous. To je pa pan, oziroma play on words. No, veš, skratka, neka firma, lahko bi bil to pri nas Simobil, to je moja ideja, lahko bi bil pri nas Turmejo, Studio Marketing, whatever, da se odločijo, če imamo, pa mi, oni moja trenutek za njih je pravi, da poštekajo, poslušajte, zakaj mi moramo zdaj neke svoje reklame vrteti na nacionalki, ko se prekine una kurčeva nadaljevanka, ki je kurčeva pač in folk tega ne gleda in so tudi naše reklame niso gledane, zato ker sebine ni. Razen če je Kaiser. Razen če je Kaiser. Zdaj pa se sprašujem, kaj se neka firma, razumeš, imajo budžete, ena reklamna akcija, ki se oni lotijo tega, Mobitel, Simobil, pa Petrol, pa to. Mislim, to so resni denarji. Ja. Lepo, ker še sebino ne naredijo, svojo serijo, ne bo naslov Petrol. Pa se vse dogaja na bencinskih pumpah. Ja, razumeš? To je dosti, realno gledanje, dosti. Če bi bila zadeva dobra, to do ene dobre volje prineseh brendu, da je to res kičast. In to takrat, da se dogaja na Petrolu v dneh po uvedbi Ebrovega zakona. Kjer je Netflixova serija? House of Cards. Orange is the New Black. Oni niso televizija, oni so samo mediji, ki se je zavedal pravzaprav, da ima kanal. In da kaj bi zdaj mešetali s tujimi vsebinami, seveda še vedno to počnejo, ampak še bolj se pa splača svoje narediti toliko dobre, da bo res učinil. A kdo od Amazona že gledal te nove? Ne, jaz hočem, recimo kar še čakam, kaj bo, ko se bo enkrat odločil Apple. Ne bojo. Zakaj ne? A veš, kakšen distribucijski kanal oni imajo? A veš, koliko gnara imajo? Vem. In če bi to hotel delati, bi že kupili NFL pravice, zdaj, ki potečejo, NBC, pa veš, da tega ne naredili. Tukaj se lahko zdaj o tehnikalijah pogovarjamo. No, fajn bi bilo, se strinjam, da bi bilo super to, ampak mislim pa, da... Ampak veš, z njihovo mentaliteto, ker vse zdaj vprašanje pri takih kreativih nadaljevank filmov, vsebin, če vprašanje, če je ta pristop dober, ampak zanimiv bi pa bilo, veš, kaj oni v nulo naredijo. In če bi se, kakšen bi bil ta produkt, ta nadaljevanka ali pa njihov film, ki bi ga naredili v nulo. Lego je naredil. To je res.
Lego, še zdaj ga ni Jaz to midva še nisva gledala. Mi ga še zdaj nisva gledala. Sramna jo je. Tudi jaz še nisem gledal, ampak kolikor slišim, ne, to mi že gobec odpira, ker točno vem, kaj mi rata. Ratali mi je to, ne bomo reklamirali pismo zdaj neki svoje reklame vrteli zraven vaših kurčevih vsebin, mi bomo naredili boljše vsebine, kot jih vi znate, ker ste vsi leni. To je res. Sej, očitno je to je nekaj Ki so ga naredili v nulo dobro. Ja. Ne, mislim, jaz Luzarju, Klej in Savic sta bila tako napaljena, da zdaj so... Ja, predvsem ne, Saviču This is the end ni bilo všeč. Od tok prihajam. Okay. Super. In tu se priznajte, povejte poslušalcem, da malo vinčke pijemo. Traminec. Traminec, da imamo tlelek s klobasko. To je res. Jagode. Zelo aristokratsko v bistvu. In smoki. Ja, v glavnem, je pa ena druga stvar, mogoče, če se preden gremo na tega zdaj True Detective, ampak tudi sam pade v to špuro, da dejansko je zdaj porast. Poleg tega, da smo rekli za teh nanizank, ki jih delajo ne klasične televizije, ampak content provideri, da pa je spet ta velik porast avtorske. Ja. A veš, avtorske televizijske vsebine, tako kot recimo tukaj nekaj picioka. Da je eden podpisan. Ja, ne, da se ve, kdo ima, kdo je še. Sherlock, a veš, Sherlocka delata pač Moffat pa Gettys in to je to. Ampak to je v Angliji dosti bolj že v navadi, kot v Ameriki. Ko v Ameriki je tako, če rečeš The Wire je David Simon, ne, se kar ve, da je, mislim tako, ljudje dejansko vejo, ali pa kaj Chase od Sopranotovih, ne, pa Vince Gilligan od Breaking Bad. Ta imena dejansko poznaš, ker prej nikoli nisi vedel. Kdo je bil showrunner, si jedva, da si vedel, kdo so te ljudje. Zdaj so pa to tako. Mislim, te ljudje zdaj promovirajo šov, te grejo zdaj na Lettermana, pa tam sedijo. Ne? Za Sopranove vem samo za eno epizodo, da je Steve Buscemi režiral. Ja, ne se to, ne. Ampak da mogoče zaradi tega pol tudi pride ven, je pa druga stvar, poleg tega, da imamo zdaj ta binge-watching, kjer dobimo vse naenkrat, je pa potem čakanje vmes daljše. Zaradi tega, ker ti avtor, tako kot bo zdaj True Detective, mi ga ne bomo dobili čez pol leta. Ja. Tega gora, ampak bomo, tako kot smo Sherlocka čakali, 2 leta, pa vse, a veš. To je res, ja. Nekaj je, kam imaš pol to zdaj. Računa, Sherlock je bo dejansko 2 let smo takrat. Ja, točno 2 leta. 2 leta je bilo med sezonami, veš, ko je to? To je noro. In pa je smo tako le memi. Ja, izpred kaj? Tega ne moramo pozabiti. Ja, se to ne. In isto s tem, 8 delov je tako tap zleteli in mi smo zdaj, kaj, kralj v rumenem, pridi, požri nas, vržimo se k Tuluju v njegove tentakle, naj nas oni, bogovi iz starših dni odnesejo, da se nam zmeša in kričimo. Gremo na True Detective. No, se to, gremo. Jaz bi začel najprej, smo začeli snijati. Ta prva stvar, ki bi jo jaz omenil, pa se pa lahko strinjate, ali pa ne, je Louisiana. Ja. Pač, ker tako, ker je omogočal Breaking, to je zdaj neka, ali ne vem, je to od HBO-ja fora, ne, ali kaj, ampak res se obešajo na neko tako Ameriko, ki jo mogoče ne vidiš, ki ni klasična hollywoodska Amerika, ne, to je zdaj ta moja teorija, neka, The Wire je bil Baltimore, ne, ja. Ko v Baltimorju en Slovenc, ki ni bil v Ameriki, ali pa če si bil, si v samem New Yorku, ne, o Baltimorju nismo dosti vedeli, ne. Isto je bil Breaking Bad, se je dogajalo v New Mexico, ker iskreno ste mogli pogledati, kje točno je, a veš, da si ga najdu. Ne. Tudi New Jersey v končni fazi, razen Goodfellas, veš, pa Scorsese, je bolj shady. Ne. Že, ampak zato, veš, ti moram reči, da to, vedno ciljaš, to, da so šli zdaj v Louisiano snemati, mene nič ne preseneča, ker mi zmanjkuje enostavno. Da najprej rečejo, a veš, kje je pizda, tole, ne moramo jeti v Boston, ker tam so oni gasilci. Ja. Ne moramo, veš. Ampak meni je to je že bilo, ne moramo iti v Las Vegas, ne moramo iti v New York, ne moramo iti v Miami, ker tam so CSI. Ja. Ne, ampak tako, to se mi zdi, ne samo, da pač umestijo te serije v neko, pač, klejo s tem primer zvezno državo, ne, ampak da je to kar eno odliko vrata. Ne. Ja, le, se je to kar navada, že ameriška. Ja. Kaj pa šov, ki je bil na Alaski, ne? Sicily, Northern Exposure, severno obzorje. No, se tako, ampak hoče ne. Ja, duh, ne. Mene tako. Vedno je lokacija, tretji igralec. To je res, ampak te Louisiana v True Detective, ne, pa Miami, vsi jaz like Miami, ne. Sta zelo. Ampak ga si predstavljaš, da ona dva rešuje ta problem tam, ne, Mart, tako, in uleti Karus in reče, veste kaj, fanta, tole je pa
in si daš pegle. Ničevo Jaz bi se trud. pravzaprav priklonil v tem, ne, da če so že zbrali Luzijano, kako so jo zdaj izkoristili in komponirali kot tretjega, četrtega igralca v tej nadaljevanki. Ker lahko bi bilo pa tudi za en kurc, lahko bi se pa tudi sam pogovarjal o črncih, pa spet neki, kako je tam nek slej Bowner nekoga pretebu, pa se enega črnca Brnga najdel, pa je neka posiljena bila. več ali spet manj, tisti kurac, ki smo ga stokrat Že 100-krat gledali. Ja, dejansko je tež, ko mi imamo neko to predstavo, jug je bolj počasno, je lagodno, ampak kad ti kaže, kad ti kaže tiste pokrajine, ki so na pol zalite z vodo, ko vidiš une štrline mrtvih dreves, ki ti ven butajo, kako se oni vozijo, dejansko vidiš, da jim je ratelj z to vizualno podobo ujeti tudi z ritmom. Da dejansko tukaj, karkoli bi bilo več akcije, stvari bi rekli, da ne moreš razbijati to iluzijo te zatoklosti. Kaj te si prav čutil, v dnevni sobi si vidiš tako rosa, so paro, ki se ti je nabirala v kotih. Ko meni je ratel kot v dnevni sobi plesni vmes, ki sem gledal. To je realistično. Ja, pa je pa ta druga stvar, ki je meni zanimiva, je pa to, da so pač v Luzijano, to je ta body cop, kako se temu reče. Žanru? Ne, žanr je pa, temu se reče policijska proceduralka. Ja, ampak je proceduralka, veš, to je, okej, če je. To se napreduje, primer, To je res. skupaj z njimi rešujemo. Ampak se mi zdi, da kle so res dali ta, pač res ta, okej, to je... Sam je ruralna, tokrat ne. To je Midsommar Murders. Ja. To je detektiv, tako kot Midsommar Murders. To je Jonas rekel, samo povem. Sam da so tukaj tudi kakšni temnopolti zraven. Ja. Ker mislim, da Midsommar Murders, to smo se glizančne že pogovarjali, da je to dejansko, to je tako, da če imaš oddajo o produkciji moke, ne more biti tok bel šov, kot je Midsommar Murders. No, ampak, je proceduralka, ampak je pa še zmeraj ta varianta, da sta res dva, ping-ponga ta eno drugega. Mislim, to si jaz upam reči, da je... to spada v... Sej mogoče spada res noter, ampak... Proceduralka ponovati zmeraj, ker so partnerji. Razen če rečeš, ker se spremenite skozi čas, da je tukaj. Bolj kot se tareta med sabo, bolj je zanimiv. Mislim, do dialoga, o writingu se bomo tako pogovarjali. Ja. Gremo zdaj malo čisto na samo vsebino, pač kako... Imamo dva policaja, začne se pa z najbolj creepy sceno umora. Format je isti, kot pri prepisanih. Ja. Nekaj se je v preteklosti zgodilo. Imamo zdaj neko žensko, ki pravi, da se je, da ona bo pa za Barateo ne volila. Ja, več ali A vidiš, zdaj, če bi gledal, bi ti poznal ta referenco. Ampak ja, gre se pač za umor, kjer najdejo eno punco. Ritualističen umor. Ritualističen umor. S tem se v bistvu začne in uletita te dva detektiva, ampak tako, kot je Jonas rekel, to, kar so hladno kradli prepisanim, je pač, gledamo v bistvu dve časovnice, saj v prvih delih gledamo časovnico leta 95 in pa časovnico leta 2012. In v letu 2012 te dva, zdaj ne več detektiva, kar je kar jasno že v prvem delu, razlagata, klej pa pol prijemo do srčike mogoče, razlaga, kaj se je takrat dogajalo, Zdaj, tisto, kar pa mi gledamo, leta 95, je pa kar se je zares dogajalo. Ja, ampak to ne zvemo takoj. Ne zvemo takoj. To je super gradnja tega, ker mislim, da prva dva dela se še vse dokaj pokriva. Potem se pa začnejo tam nek v tretjem delu tako malo zastranitve od tega, kar... Začneta lagati pri izjavah. Ja. To je odličen dramaturški moment bil meni. Še posebej pri tisti epizodi, ko pripovedujete o tem, kaj se je zgodilo, kako se je stvar končala. Prerečijo. In je vse cela epizoda, da bi da nas je zaradi tega, pravzaprav že par epizod prej vodi vpraša, najbrž to hoče slišati, kako smo se takrat razstreljali, ker to že govorim že 15 let, vsakeč, kadar zvečer policaji za šankom sedimo, moram to povedati. To vas najbrž zanima, to, ko smo tisto otroke najdeli. In potem vsta build-up in potem ona dva res prepodujeta. Mislim, da to je dejansko prvo odklon je to. Tista tišina je ubijala mene. Ko sta ona dva začela razlagati, kako je tam začel pokati, kako so začele strojnice peti. In ona dva so tako dobro to razlagata, da ti že vse vidiš, tuf. Potem pa slika preskoči na leto 95, vidimo točno, kako se je to zares dogajalo.
tam pa tišina, se pa nič ne zgodi. In pa čakaš, misliš kot gledalec, čakaj, mogoče zdaj le bo, sam zaostaja ta slika. In potem končno doštekaš, da se slika s pripovedovanjem ne skladata iz tega in tega razloga. In to je meni kot gledalcu tako lep, kako je pa to dober. Pizda. In kako me prav ta dramaturški trik, kako me je presesal k ekranu. Ja, se to. Jaz mislim, da folk je pa rekel, kako se kle vse počasi dogaja, to fali. Ja. Jaz mislim, da dejansko to falijo, ker meni isto, jaz to, kar sem enkrat videl, da zdaj se pa, res, ampak to so čisto taki neki mehni momenti v glavi, ki ti ali malo poštekaš, ali začneš videti. In zaradi tega je meni True Detective to, kar... Ja, predvsem zaradi tega, ker te ne jemlje za neumanga. Tako? Ja. Ker ti ne prenese vse na pladno, ampak je una ti pusti zdaj, sicer se je spet kok, ampak vseeno, tudi že sam s tem dvojnostjo časovnih premic, ki ti potekata tam, imaš... Da ti moraš zdaj paziti, kdaj je neki, kdaj je, čeprav se lahko vidiš, kdaj ima Matthew, še majhen mesa na licih. Ja. No, je pa treba tudi reči, da te dve časovnice, ki se dogajata, pa pustita v bistvu tako luknjo vmes, da sploh v njih prvih delih je vse mogoče. Lahko je on morilc, lahko je on morilc, lahko je Benny morilc, lahko so vsi morilci, lahko že žena morilc. Če si dosti crazy, vse teorije za to gre. To sem pa hotel jih vprašati. Kolikokrat se vam je ob gledanju te nadaljevanke zgodilo, še pri zgodnjih epizodah, da rečeš, da si misliš, zdaj pa vem, kaj bo. Ja, jaz sem In potem te je nadaljevanka seveda tako dobra, da te obrne, da te zajebe, ne bo tako, kot ti misliš, ker si že stokrat videl podobne. Ne bo tako, kot pričakuješ, ampak pazi, oni obrnejo ne da bi našponali throttle, še na 100%, da bi te še obrnili stokrat, da veš, še bolj hudo je, kot si ti mislil. Ne, oni zmanjšajo. Oni naredijo čisto, kot je res. Kot je verjetno, bolj preprost je, kot ti misliš. Ni tvite, ki so govorili, ki so pisali v tvitih, že vem, zihar je rasti. Nekaj probamo, nekaj uganiti. Mislim, ona dva definitivno ne bi mogli biti, ker to bi bil največji. Še može nek zaradi tega, ampak je pa druga, glih to, kar si rekel, kako dajo manj. In to je tisto mogoče, če pogledamo zdaj iz celotnega, iz celotne perspektive, celo serijo. Ta konc, ki so ga enime za totalno antiklimatičen, ampak meni je totalno zaradi tega, je bil v duhu vsega tega. Kot smo zvedeli tam na začetku tega debata, to je zgodba o zgodbi. Dejansko je o zgodbi. Kaj so te zgodbe, ki jih mi pripovedujemo, kako mi zgodbami si lajšamo življenje, kako si je v končni fazi Rust-Cohle, kako si pripovedoval zgodbe, kar smo na koncu videli po hčerkini smrti, da je vse to, ker mislim, ta njegov nihilizem je bil koncev sam njegov način, kako se spopasti s smrtjo otroka. On prej ni bil. Ampak, kaj je videl, zdaj, kaj, ama to sploh smisel zgleda, da ga nima, ker mi je otrok umrl in je zapadel v totalni. Tukaj, mogoče, tle je bilo en kolega res pizdil na tem in rekel, jaz sem upal, da vkončen en tak pravi nihilist, pa smo pa videli enega, ki je pač malo scagul zaradi tega. To mu reče, to je legitimna pritožba, legitimno negodovanje, ker reče, pač je upal, da bo to. Ampak v sami zgodbi pa točno to tisto, kar na koncu dva rečeta, nek se pogovarjata. Kakšna tema je? Meni se zdi, da tema zmaguje, pa rekel, na začetku je bila čista tema, zdaj so pa zvezde, svetloba zmaguje. Rasti optimist. Se to. Ampak to je tudi optimističen stavek. Ampak to je tudi dejansko vsa zgodba, če tvoješ, tudi ona dva, ona dva sta tam pržgala eno lučko, majhno tega so najdel, tega degeneriranca, brezgotinastega, špageti monster, ali karkoli bil. Ampak ono je pa vse ostalo v temi, Ona dva sta, ampak tudi njune zgodbe same so take, tudi ona dva nista samo prinašalca luči, ampak ona dva, če gledaš, kaj je delal Rust za svojo, Marty, svojo familijo, in vsem, nista to neka lika, kar itak nismo od začetka videli, da to ne bosta samo neka dobra lika in da ne bosta neke totalne katarze tudi sama dva doživela na koncu. Ampak obenem je bilo pač, zakaj je bilo, so rekel, zakaj so pa to dal noter, pa pol niso razrešili, pa to, pa niso, glih to. Recimo, zakaj,
tam je en element, ne, če si videl te slike, ki je bila, da ima ta mala na steni med risbicami, v enem drugem, tretjem delu pokaže, ima to spiralo narisano. Ja, karkosa. Ja. In je uno zdaj, ali je dedek v kultu, ne? Ali je možno, ali je zaradi tega taka, pol, ne? Ali je to sam klic na pomoč zaradi očeta, ki ga ni tam. Ampak, v glavnem, to so stvari, ki ti pridejo, ali une lažne sledi v primeru, oziroma neke te, ki se ne razrešijo. In to dejansko. Zdaj, če gledaš. Ta nadaljevanka se je končala, vsaj ta sezona, no, končala z ogromno teme. In lučka je bila samo pržgana. V bistvu, nekako feeling je, kot da lepo se je vse zaključilo, najdla sta ga, preživela sta ga, konc, happy end. Ma sploh ni res. To so to, Se sta dobila ona, da samo enega tipa, ki jih je pač zdaj še malo klov, zadnji je pa še cel kult. Ker ga so rekli, da ga itak ne bojo preganjali, ker se zvemo tam iz televizije. In točno to je to resnično življenje. To ni lepo zapakirana zgodba, pisateljska, kjer ti daš not 4 elemente, ki si te bojo vmes prepletali in se ti na koncu šli. Ne, tukaj imaš polno nekih meandrov, nekih slepih poti, ki ti zavijo, ki ti pridejo noter, ki te motijo. In ona da probata pač narediti iz njega. Čeprav, zdaj, koliko se vam je pa zdaj tisto z green ears, green color, kakšen je kot... Ampak, vsi so rekli, da je mogoče malo pocen fora, ne? Ampak mene ni zmotil, jaz sem pač to sam gledal. Zanimivo je, da nihče ne, tudi recimo, ko bereš reviewje pa recape po internetu, ne, nihče ni povedal točno, kako je ta barva prišla na ušesa, ne. Se pravi, nihče ni rekel, najbrž se je mogoče malo umazal ali kaj tasga, ne. Ja. Ampak čim je bilo izrečeno to v nadaljevanki, ne, ko reče Woody, kako mu je v resnici ime? Marty. Vzame Woody, je. Ja, to je ne. No, ko Marty reče, kaj pa če je zelena ušesa imel, kaj pa če on barval v to hišo? Mi kot gledalci smo takoj razumeli, malo se je najbrž umazal, ne, ni bilo treba nič reči. Ja. No, ne, v nadaljevanki noben izrecno ne reče, ali pa pokaže, kot bi v kakšni drugi nadaljevanki bil zika šot. Nekaj se neki tako on popravlja lase, ne, in se je ampak se vse to, to je res. Ne, se je zdaj zgodi v naših glavah, ne, to so zgodbo, ampak pazi, vsi si isto naredimo, se pravi, da je močna, se pravi, da je legitimna, če smo si vsi isto razlago naredili. Ampak jaz moram reči to. Pomeni, da je on barval in se je malo poflekal po ušesih. In pa je ono modelko lovil čez gost, in pa je bil spaghetti monster with the green ears. Ampak tukaj bi Žama rekel, kakao, meni res ni bila za lase prevečena. Mislim, res jaz kaj moram biti. To so ti preskoki, ki se ti zgodijo. Jaz to, ampak to lažje kupam, ko vidiš cel šov, ne. Če bila pa ta fora, ne, na neki zadevi, na bolj trhlih temeljih, tako kot jo je True Detective buildal v 8 delih, ne vajo, res. Zdaj si se pa ti spomnil, ampak klej, pa vidiš, kada celo to pot Martija, stran familija, pa začne že spet malo detektiva biti, pa to res, meni se zdaj, mislim, klej so res razmišljali. Tako, res je, ni neke, kako bi rekel človek, ta naključnost je v bistvu življenjska. Ja, življenjska je, zgleda zelo življenjska, zato je premišljena, ne zgleda izriti potegnjena, zato ker so se, zapisalo kot, ne. Ker si naristi, ki je Pizzolato rekel, kako bomo pa zdaj to povezali, pa je pa to izriti potegnjeno. Klej to dejansko eno od unih stvari, breaking the case, neki pol, ki smo proceduralki, ne, ki je ful lepa. Se imaš zmerja, so te preskoki, ki jih doživijo. Čist legitimen mehanizem v pač celmu story arku, kar se mene tiče. Tako da mislim, zdaj pa tako, ker smo globalno gledali serijo, se moramo staviti pri odnosu, če smo že na proceduralki, to sta 2 detektiva in 2 človeka, ki jih lahko samo služba da v isti avto. Človeka, ki sta toliko narazen drugmu, da na koncu že prijeta okolj spet sama se. To je res, ne. Blazno hvalijo McConaughey. Jaz pa gledam, kaj boš rekel, jaz se strinjam. Ker je pa lažje igrati norca, lažje igrati psihopata, kakor pa igrati tega normalnega človeka. Straight man, s tem, da Woody Harrelson itak zgleda straight man mogoče prve pol ure, pa kaj vidiš, kaj vse počne. To je res. In kakšne imate svoje upravičila, jaz to delam, zato da pa doma mira. Jaz moram kaj malo fukati, da pa doma v redu. Ne, saj pa, ampak to jaz sem
McConaughey je klev, mislim, tako on še ni igral. Jaz nisem videl zdaj še Dallas Buyers Cluba. To je zaradi tega, tudi Woodija smo vse navajeni, smo ga videli že brutalno igrati. Tako da jaz mislim, da je sam ta razlika, Clem McConaughey mogoče daje malo prednosti tako na prvo žogo, ne. Ampak to, kar je Woody naredil... On je imel drugačen renome do zdaj. Tako, to je res. Zdaj pa kar nekako, ti tudi sem spadaš. Ja, ti si, eden od njih je, ne, realno, tako, teh, kar res vejo, kva delajo, ne. No, ampak ja, Kle gre v bistvu za... dva detektiva, McConaughey igra Rastija, ki je v bistvu prišel, oni so zdaj iz Teksasa, če se to spomnim, in je imel neko, kako bi rekel, on je v undercover je bil 2 leti, še več v bistvu, ja, preveč. Ne morem reči, da je bil preveč. Potem je bil naredil neko napako na jobu, ja, v bistvu pa šicnali so ga. Suspendiran je bil in potem so mu dali priložnost, da je pet undercover, to je mu bila edina šansa, da nekako v službi ustane. Ja. In je prišel res na najhujšo službo, možno. Ker mu tudi ni bila tako. Ja, tam so ga on je malo narkomanka. Narkomančiča, veš. Pa so ga šicnali in pol pristane v Louisiani, kjer je partner od Woodija lika, to je pa Marty, ki je pa tak mal company man, on je pa, jaz sem šel pa na policijsko akademijo, zdaj sem detektiv, imam familijo, vse bom naredil prav, da bom na tem šihtu. In v bistvu, tako se ga saj jaz doživel, sploh polk, ko se flodra naokoli, kako se temu reče, da v bistvu Lov je bil brutalen detektiv, pa je sam sebo na poto. Tako on je konstantno, je sam sebo na poto, ampak ve pa, kako se igra v Louisiani igro. On točno ve, kdo je prijatelj od narejenih, kdo ni prijatelj, koga se bat, koga se ne bat, ker pol kot protivtež, pa Rasti, ki ga klada malo boli za vse. Ja, tudi če nismo povedali, pa je treba povedati, Rasti je damaged. Ja. To več ni normalen človek. Mislim, Rasti je tako, če bi ga ocenjevali, da zavarovalnica bila totalka. Ja, odpis vozila že. Odpis vozila, ja. Njemu se je ker mu je hčerka umrla. Družinska tragedija, potem pa še v službe, pa tam je... A se sploh... A je noter omenjen, a mu ena druga zbija ali je ostane nejasno? Kako? A kako je ščerka? Ja, a je on kriv ali ni? Ne, ni on kriv. Je neko men, da je ena druga. Čist neumna nesreča pred hišo skoraj. Ja, tako je. In pol to, kar reče, da ženo, pol pa ni dolgo več traja, da sta šla na razred. To bi bilo res malo too much. To zrepšeno, veš. Da nekomu, ki mu je hudo, mu preveč naložijo, pa še on je. Ja, točno to. In pa ga mora vprašati. Preveč easy, zdaj on sam ga sebe kaznuje. Ni res. Rasti se ne kaznuje. On sam pač je damaged. Ne, ampak tako res. On je funkcionalen, glih toliko, da je lahko še v službi, ampak realno gledam, kako je Pižama rekel, totalka. To je... Mislim, dejansko se vpraša človek, da imajo ti ljudje dovoljenje sploh, a veš. Ja. Policaj čak imao. Ja, zato... Če imaš ti depukaš... Mislim, da to je iluzijale, tam jih je toliko, veš, inbred. Tam jih je toliko inbred, da on spada v zgornjo polovico normalnih. Ne, ampak je pa treba, no, ampak gled, to dobro si omenil, ker je pa res, da to, ko on začne tam delati, je leto 95, in 95 leta v Louisiani, pri policajih ni črncev, ženske sta 2, tajnici, to je to. Vemo, kako imajo kontrolo tam, v sobi za dokaze. Mislim, to je tako, ampak meni je bilo to, jaz imam nek, ta 90-ta, pa mogoče je to samo zato, ker še ni toliko cajta pretekel, ampak to je res ena prvih teh nadaljevanj, ki je 90-im dala tak feeling, ki smo ga mi, saj moja generacija, tako rekel, gledala veš na 80-ta pa na 70-ta, ko je bilo to že staro v filmih pa nadaljevankah. Veš, kaj pa zdaj vidiš, tako so bila 90, pa ima sta unga Ford Crown Victoria avto, pa to je res že staro. Tako so dali meso temu, tej časovnici. Ne samo zato, ker ima Woody lase, pa jih pol nima, ampak cel milje je tako. In tako, kako dokaze varujejo za dela Merkvote. Ampak to sem hotel reči, da oba dva, mislim, mogoče ne Rasti, ampak Marty, od Woodija lik je res produkt tiste dobe. Tak man's man, s familijo, vara, policaj. Not damaged, normalen. Tak, za Louisiano, tak, ki moraš biti, da si tam v redu, v bistvu. In pol, to bi se sam še navezal, ki smo začetku rekli, da gre za pač okulten primer, skoraj da, za ritualski umor.
Je pa še ta ena vena, je, mislim, da čez celo, pa to mene zanima, kako ste jo videla. No? En nivo je ta satanizem, ki je imel v 80-ih pa 90-ih v Ameriki, to sem pol naknadno bral, res neko histerijo so imeli, da to res ljudje delajo. Da se je pol več ali manj izkazali, da ni res, ne? Ampak ta druga je bila pa ta. Tako kot je Črne mačke, ki je ta v njih pisal. No, ampak bila je neka nit je v seriji s tem, kako se je v bistvu zelo tam desna oziroma zelo religiozna oblast nekako res bori za to, da bo religija imela neko, ne samo vlogo v življenju ljudi, ne, ampak osrednjo vlogo. Ne. Pa je pa Rasti kle dan kot pa čista proti utež temu. Mislim, tako, on je edini ateist v Lizijani, saj tako zgleda te serije. Ja. Meni je zanimivo, ker vsa nadaljevanka je grajena na tem točno odnosu med njima. Rasti in on, in to je, kako se to zdaj tare. Ne. Zanimivo je to, čeprav je Rasti je ta, ki je damaged in Marty je ta, ki je normalen. Ne. Rasti nikoli ne uide izpod kontrole. Medtem ko ta normalni, je pa včasih, veš kako je hotel, ko je une dva prefuku, ta mala dva, Čerka pa je izvedel, da ga ona grozljivo. Pa da ima ljubica scena, kako se to je, ko vidiš, pa ti si psihopat, mislim, a veš, vsega imaš vred hkrati, ne, ampak pa ti si psihopat, ne moreš, a veš, kar skočil bi v ekran, psihopat, fucking shit, in se ne more kontrolirati sude, zato mu tudi zakon propade, ker pač ne more, da bi porinume. Pa to si dobro rekel, da bi dregnil. Rasti na drugi strani, ne. Rasti pa ne. Edino enkrat to še je, ampak je bilo preveč. Je bilo to eno tu mač. Pa Michelle Monaghan. To je res, to je res. Ampak, no pa zdaj gremo, ne, zato, ker smo trije tipi, ko govorimo o falšni mikrofon, ne, se dotaknem te vloge žensk v tej seriji, ne, ki so jo nekateri imeli za dosti tako. Mislim, da enim je bilo to zelo sporno, ne, da so ženske v bistvu res samo kot neki propi, ne, da so res sam za to. V tej zgodbi pač so. To je, mi gledamo njuno perspektivo. In to je, tako se, vse te ženske, ki se pojavijo noter, imajo večjo globino karakterja, kot je prikazano, ampak ona dva sama jo dojemata samo na tej neki ravni. Koliko je tisti brutalen prizor, ki pride Marty Dam, takrat, ko žena ugotovi pa tam leta 2005 ali kdaj enkrat. Ko slike videl. Kako ne slike videl, te nove ljubice. In ko on sede in je tiste špagete. In samo gledaš uno mučno tišijo, veš, uno totalno psihopatologijo, uno, Rugel, če bi to gledal, bi že takole gledal, to bo primerov, to bo. Ne, jaz sem mislil, da je tega Marty preživel, bo ne. Da se sam čaka, peti spat. In točno to je, veš, to je zaradi te zgodbovne pogojenosti so. Se to, Pa Louisiana, ne? Tako je, ne? Se to, Tako je. Nekaj, jaz sem se pol vprašal, ker sem videl te odzive, ne, ženske za batem, da to zdaj pa tak za moške. Mislim, ni, ne, pač res ni v dva gledaš, ne. In to jaz zmeraj pol pazim, ker to je doskrat, veš, folka se nad feministom zgraža, zmeraj tako, te dva argumenta ponovadi podobno zgleda. Bi oni radi. Se to so to, ampak res ni, gledaš pač zorni kot dveh modelov, ki sta detektiva in zdaj na njih vse sloni. Mi se sploh nimamo kaj upravičevati, kdo ima sploh pravico meni težiti, pa se imaš ti tam Desperate Housewife in je to vse tam pokrit. Mislim, me razumeš? To je pač žandišot, to je zato. A je res treba, da je vse noter v eni nadaljevanki? Bi se pa mogoče želel, to je pa delala tale od HuffPosta, Mo Ryan, je šla dejansko štet, koliko je, pazi, drama HBO, se pravi te glavne stvari, med let 75 pa 2014 je bilo 38 posameznikov, ki so delali te enourne drame pa miniserije. Od tega je bilo 34 belih moških, 3 bele ženske in en nebel moški. A veš, da tle dejansko je tudi jasno, da bo nekdo, ki pripoveduje, da bo bolj iz svoje perspektive pisal. Tako da tukaj ni krivda na teh, ki pišejo, zdaj pač za neke te vsebine, a veš, ampak je predvsem na teh, ki delegirajo
kdo bo delal kakšne stvari. Ja, a veš, recimo, veš, ta The Orange is the New Black, a veš, to je totalno... Vse je ženska avtorica in vse. Tako je vic naredila, ta Georgie. Ja, smešno ima. In je, a veš, ta Netflixova zadeva. Ampak, da jih več. Točno to. Ne znotraj ene, ampak, a veš, se to je. Ne moreš ti zdaj v eno serijo vse neke manjšine in vse dati zaradi tega, da boš zadosto neki politični korektnosti. No, je pa kontekst pomemben. Jasno, da se točno vidi, iz kakšnega konteksta je to delano. V tej veni, 4. epizoda, tista nekako 10 minut enega kadra. 7. To je bila pa 7 minut, ne? Teh 7 minut, ne? Je bila pa ena in to jaz povedal, govorim najboljšo, pa whatever, ne? Ampak bom rekel za letos, ki je 2014, da si malo krijem Hrvat. To je pa najboljših 7 minut TV, ki sem ga letos sedel. Res, ena kamera, ki pač bežijo iz tiste črnske soseske. Ne gre pa jih to nakurat, zakaj se to gvažijo. A bi bilo kaj slabše, če bi se v šotu brez prerezal? Ne. Zdaj mene jebat. A bi bilo slabše, če bi bilo mogoče iz 3 delov, ali kaj? Se so snimali, zdaj se že malo važijo, kurčijo se pizda. Zdaj bomo pa poznali 6 minut, ne 6 minut. 7 minut. Z eno kamero iz roke, da te vidim. Pa še trese se ne, kot Children of Men. Veš, The Wire, ki je en prizor, ki sta sam fakt. Ja, to je to. Ampak, pozdravljam. Ampak, in to je tudi en tak bistvo ščur. A veš, kaj je s tem prizorom? Moram nekaj zapisati pa na internetu. Ja. 7 minut ene kamere, so fucking. To je ta zgodba, ki jo moraš narediti. Ampak, dejansko ti si vedel, da ona dva preživita, ampak tebi je bilo fakt pizda, kaj bo zraslo. Radili mi to napetost v stvar. Hvala lepa, ker jaz sem bil vsakič, ko sta bila v neki kočljivi situaciji, kjer ni nujno, da bodo vsi skupaj preživeli, sem bil vsakič nervozen in kar pozabiš, da sta te dve časove. Jaz sem parkrat, ta 4. epizoda je lep primer tega. En bo krepno glihka. To ni mislim tako resno. Ampak pa pol se spomniš, da ga pol vidiš modela, ki je 10 let starejši z barki. Ja, se je živ, seveda. Ja, veš. Te imaš malo sporednico, pa sta zadnjo epizodo, kjer hota po tej karkosi, njihovi, ne? Tam je pa tudi, ker ne veš, ne? Tam je pa prvič. Pa čist drevje, čakam, da bo nekdo v šibico pažgal. Ja. To mi je bilo najbolj. Ja, da bo za kuro. Ja, tisto drevje noto, pa tista slama, no. Da se tako en prikaže, veš, iz sence ven in... Ne, ampak je pa treba povedati, ne, da te... ta kritika, ki sem jo prej, ki jo imajo, da je počasno, nič se ne dogaja. Ne. Zato, ker sem bil živčen pri tem šovu na parih točkah, si res malkrat živčen. Ne. Ampak to je že spet, kot si na začetku rekel, ne, ta umerjenost, pa zato, ker je tako, kot je bilo, ker je pač verjameš, da se to logično sosledje dogodkov. Ni na tego in pol, če te stvari v glavi ne zmotijo, ne, tudi, ki pelejo zadeve počas, pa to, ne, si pač nervozen zraven, ne. Mislim, to je meni uspeh, ne. Veš, in to mislim naredita te dve časovnice, ki je ta, veš, ki je vmes luknja, ne. In je prav enih takih nivojev, ki tega muda daje, vključno pol z iluzijano zraven, ne, in s tem potom in z vsem, da je, mislim, bolj take goste, veš, zgodbe, ne, kar se muda tiče, res nekaj cajta že ni bilo, no. Viskoznost je velika, ne. Viskoznost je velika, ja, ampak to se mogoče glupo sliši, ampak res, mislim, ni sterilen, no, ta šov, če kaj ni res ni sterilen na kakršen koli možen način, čeprav včasih res gledaš, da ono dela, ko v avto sedi, da pa se 5 minut pogovarjata, ne. To je tudi treba reči, ne. In se pogovarjata take stvari, ker ta Nik Picolato, ki je pa to pisal, ne, mislim, kako dol. To se te vzir, to je stvari, se to ime, ne. Ja, veš, kaj je on delal, on je bil eden od writerjev pri The Killing, ne. Temu remakeu ameriškemu The Killinga, ki je meni super. Remakea nisem videl. Naš original je danski, ne. Čakaj, ne, kjer The Killing zdaj misliš? Serijo? A ja, serijo, sem šel film. Ja, ne. Jonas je ta generacija, ki gleda. Ne, ti si pa staro, konjske derke, ko sem gledal. Ko sem remake prvi slišal. Ne, to je pa... Ja, serija, vem. Serija je v bistvu originale danski, se mi zdi švedski. Danski. Ja, pa je AMC naredil, ne, remake, ne, in ta je bil en od writerjev tam. Če nista gledala tega ameriškega The Killing, jaz originala nisem gledal. Zaraš original. Potem odlično, no. To je,
je ženska detektivka. Ja. Seveda sem gledal. Ja, Odlično. Ti si super šel, ne? Danska in ameriška. No, se to in on je eden Ameriška pa nisem prepričan, da je odlična. Ok, menilo, da je super. On je bil eno od writerjev tam, ne? Ampak te dialogi, mislim, veš, kaj ima še ena ljudi, ki znajo pač dialoge pisati, ne? Ta je eden od njih, no. Pa sploh s takimi, bomo rekli, filozofskimi ali pa kvazi filozofskimi, ne? Že vem, da Killing, točno, tudi ameriška je bila dobra. Ja. Tak je bil detektiv dober, mulc. Ja, Pizda ki je bil dober. Slim Shady, Res je bil dober. Hkrati je bil pa tudi res zajeman policaj. Pa Švedija. Zajeman policaj. On je Šved, dejansko, ta človek je Šved, tako da noro, s katerim na glas. Hud je bil. Ja, hud je Hud bil. model zdaj, seveda. No. Ampak, Ona pa avtistična, kao. Avtistična, ja. ne. Ja, ona je... Ona je samo ričasta, je pa tam Ja, majda. pa- Ni autistična. Kaj si ti gledal? To je že zdaj. Nima problema. Ne, ni autistična, je ona stvari, da je ga lahko stavt. Ne, Jonas, ti misliš Curious Incident of a Dog in the Nighttime? Pa to je knjiga, ne film. Ne. Ni autistična. Daj ti povem, da ni. Kjera je pa ponovno, čakaj, ki je tudi danska nadaljevanka, ki je ženska detektivka v glavni vlogi. A ti misliš Blond? Homeland? Ali ne? Ne, Homeland je to. Misliš, da drugo, Most? Tako, ja! Ne, to ni to. Borgen, ja. A Borga, to je da Tisti, ki najdejo enega na polovici. Ja, to je Most. To je To ni Most. Most, to je Most, to ni to. To je Most. To Ona ni je Killing. avtistična, Ja. kao, veš, ko tudi ko pride pa Okay, reče, kaj nisem je gledal, jaz točno to ni nisem. to. To ni to. A ja, nisi To ni gledal, to. no, zato ne poznaš. Okay. S tem sem zamešal, ja. Ok, cool. Zajebana tudi policajka, detektivka in pa vsak, ker pride v bar, gre pa reče, mlad moj, ja, fuka, ker avtistična. Odlično. Taka Bones varianta. Ja. Okay, kje smo? Ja, ok, dialogi True Detective, ne? Time is a flat circle. Oziroma, kot je on rekel, A zdaj sem se spomnil, seveda, una je z otrokom ima probleme. Ja, seveda, točno, pa vestjo blazno peče, ker zdaj z otroka je v boši Ja, vzel, to je to. pa ne dobi ga nazaj, vem, dobra. Dobro. Odlično. Ja, Tega ne slišim, ko zamešam. Ne, še enkrat. Dialogi v True Detective. Okej. Ja. Zakaj so bili dialogi, če jih nismo razumeli? Ja, ne, ok, mlada starejša. Ne, mlada starejša, čeprav jaz moram podnapise jaz spomenem. podnapise Ja, spomenem. Jaz sem jih vklopil, ja. Jaz jih Moram, zmeri moram. ponavadi. Ampak glej, Ko sem len, ampak čist, priznam. kar se writinga tiče, pa predvsem pol kemije med Woodyjem in McHoginejem, ne, to je pa special. No. Zelo dobro. To je kar special. To se ne zgodi doskrat. Kot smo prej rekli, ko vidiš, da je McConaughey, ne, da je tudi očitno igralec tega kalibra. Ne. Ampak ona dva sta tudi, pa sem videl v zasebnem lifeu, velika prijatelja, ne, da to je mogel imeti neko vlogo, ker to, kar sta si pa ona dva kle govorila, že kako je bilo napisano, pa kako sta ona dva to odigrala, ne, pa že spet ena od teh stvari, ki se malkrat zgodijo. No. Mislim malkrat, to stvari se res malkrat poklopno. Pa ta Time is a flat circle, Circle, ne. pa čisto vse, kar Za razliko od drugih krogov, ne, Ja. ker so... Ja. Čeprav, veš, kaj še Drugi ne- so tridimenzionalni. Stari, mi imamo pesem na Eurovizijo, ki je True Detective. Ja. Pazi, ne, Pazi, to je negotovo zapisati. Negotovi medsvetovi, krog za krogom ujeti v čas. Uro za uro je isto vse, spet bo vse isto, kar je bilo. Spirala, Ja, zdaj rej obvlada! Daj pogled, če so zvezde noter, ki grejo na Ne, čak v angleščini imaš pa Ki se dvigajo. Is the moment just a circle, just a song you listen on repeat, ali nekaj tasga. Pa if we cannot change the way we're living, isn't life just a lie that we feed? Ne. To je noro. To je, Ja, veš, da takrat, ko sem sodeloval v komisiji, sem bil prepričan, da je Rej Kučar. So se mi režali takrat stari isto, tako kot ti zdaj. Tako kot ti zdaj so se mi režali vsi. Veš, da se ti zdaj. Za Miho Šalehar ima Jonas Žniršič naslednji, ki ga rej toži. Shape-shifting alien! To ne bomo šli v Davida Icka, ker to je... Pet gledati posnetke. Vsi so govorili, da imam jaz rdeče oči, ona pa prav stari ne mače. Brez veze, ne znam se pogovarjati. Če pa poslušati njegov... Ok, Ja. sorry, Jonas, resno tema. Mislim, Ja, Rej Kuščar, to ok. ni fair do drugih. No. Ja, jaz Malo mislim, resno, ker ni fair do drugih.
Zdaj sem izlovil možgane. Ja, pa pazi, imaš še, zato ima zdaj prevodle angliškega, kako ima pa dejansko v stavku opiše ta odnos med Martijem in Rastom. Ali se bova kdaj videla, kako izbereva pot, kjer na koncu nisva razdvojena? To je to. Ker res nazaj skar prijata na koncu. Ampak okay, da probam še enkrat upeljati. Dialoge, ne. Ne, res, kaj bi se kle res ustavil? Že prej sem hotel točno to te podpreti v tej misli, pa že še druga teorija je. Koliko ga hvalimo, obedva hvalimo, koliko sta dobra. Še posebej hvalimo njega, ne utrganca, Rastija, Norc. Ampak on se mora pa zahvaliti temu, ki mu je te besedice napisal na papir. Zato, ker ta lik je že v sami osnovi zasnovan tako, da je strupeno zanimiv. To je čisto noro, kaj se temu tipu dogaja, kakšne stvari on v kaj verjame in kaj se mu je pol seveda, ko zveš, zgodil. Z vsako novo epizodo, ko zveš njegovo zgodovino, kaj je on prej bil, ne pa ko veš nekaj novega, vsakič je to, z vsako minuto je njegov lik hujši in boljši. In to ni zasluga Matthewa preveč se zabavamo. Matthew McConaughey. Ni njegova zasluga, ampak res je dobil tlele krožnik materijala, ki ga on lahko samo z užitkom pojedel in predelal v en čudovit. Res je naredil iz tega res pol naredil še nekaj. Lepo obpasno tolščo. Ampak jaz vidim velik kos te kvalitete že v scenariju samem. Zato je to tako dobro odigran, zato je to tako dobro napisan. Se to je bilo zanimivo videti, kakšni so bili stage directioni v skriptu klene. Ker jaz ne vem, ko gledaš vsak modelu, ne, jaz zdaj na pamet rekel, ampak je 15 minut, ki samo ona dva sta v kadru. Mislim, ona dva, ki se pogovarjata, ali v avtu sedita, ali sta tam za mizo, mislim, to ni nek šov, kjer ljudje laufajo, mislim, a veš? Ni eksplozij. Ja, ni bum. Ena je. A veš, ko je na minus stop. Kaj Linda McCartney malo prepozna. Hočem reči tako, a veš, da tako spelaš dva človeka, ki dobesedno se sam pogovarjata, ne, pa da toliko vleče, ne, je res, to bilo zanimivo videti, kako scenarij izgleda tako, stage directioni ured, ne. Ker tam je mogel biti velik, to se jaz ful strinjam. Mislim, te besede, ki so bile na papirju, so dale veliko tega, ona dva sta pa pol to pelala še kak nivo višji, ker mogoče kdo drug ne bi, ne, če bi bil kakšen bolj poprečen igralec. To bi si uporeč. Ampak jaz bi se še rad ustavil pri temu nihilizmu, ki so ga malo že načeli. Pa ki je v pižama pa lahko več povedal, ne, mogoče. Seveda, ker to je priznani nihilist. Vse točno tudi metalci pa to. Ne, ampak koliko sta pa vidva v bistvu porajtala pač vse te njegove filozofije o življenju, a sta bolj tako kimala zraven, ali bolj začudenje, ogorčenje, kakšni so bili feelingi? Poistovjetati se nisem mogel z njim. To nisem, da bi bil to junak. Kaj da v zadnjem delu lepa, kaj pravi, da smo ljudje samo neki sentient meat, ne, in pa ga... What is sentient meat? To je ena bolj mislim, da prepeleš, vse je bilo par teh jokov že, ne, ko Marti nekaj reče, ampak ta joke je stal na 7 delih prej. Ta joke je stal na 7 urah televizije prej, se je mogel zgoditi, zato da pa lahko reče what is sentient meat, in jaz sem se da ga smejal doma, pač. To se ne zgodi, če ni prej 7 delov teh goste viskoznosti, ako je šlo rekel, to se pač ne zgodi. Ampak definitivno to ni človek, kot je on rekel, s katerim bi se poistovetil, je pa človek, ki ga nekako razumeš, ki je intriganten. Veš, ki je glih sam zaradi tega, ker tok ven seka iz vse une druge miselnosti tam dol, da je zanimiv, ne, to je ta fish out of water. Kaj pa negativec? V njem se splača. Se strinjam, zajebano hud. Samo v eni epizodi je nastopil. V treh. Greš nazaj gledati, da je že bil. Čeprav takrat se je govoril, ker ga srečata prvič, ker tam, ko si se je zelo... Da bi obil, ker je imel brado, da se ne vidi. Meni je najbolj to tiste bil, ker je v tem tretjem delu, tam na začetku, ko gre v diskač in kao tega... Ker tam enega potegne ven, ki ga bo pripeljal do reže in je tip,
ki igra enega totalno asocialneža, čudaškega v Raising Hope. V tej seriji od teh tipov, ki je delal prej My Name is Earl. In je meni tako mečkrat me tam malo vrga, ampak čisto zaradi tega, ker sem pa navajen, da tako je en čudak, ki je... Ja, sem je... Ampak dobro, ne, najprej ta Reži ledu, ne? Na prvo Reži ledu, ja, pa gremo pa do taglanega. Ker Reži ledu, sem tako, kar se pa čist zdaj, kako bi rekel, cinematografije tiče, whatever, pač ko res, kako story arc naresne, mislim, da to je konc tretjega dela, ne, ker na koncu reče, there's always a monster at the end of the maze, ne, in potem pokaže tega pacienta, si sta gas masko, to, jaz sem bil, tam sem, prej sem bil že živcen, teden vmes, ker ni bilo, ne, tam sem pa, ti si pa samo vidiš, to mi deli All Capone Strike trio. Ti slow motion shot, pa sploh tega prizora več ni sploh ne, pa to so tako 3 sekunde enega modela, ko z mačeto, ali z ne vem, z uno masko iz prve svetovne vojne. Rilc, ki je dejansko Rilc pa filter na koncu. In neko mačeto in v gatah. Ja, v gatah. Tam sem pa samo nazaj se obrne, tak Breaking Bad moment te gate. Te gate so zelo tak Breaking Bad. Breaking Bad, zelo. Kako so lepo Breaking Bad pošolali. To sem pa ta tweet sem pa videl, ne. Ta tweet sem pa videl, ja, svaka čast, ja. Ja, Breaking Bad, da spomnimo, je bila v zadnji epizodi. Se zdaj bo fižal? V zadnji epizodi je prizor, ni velik spoiler, kjer glavni junak, ko seveda vse zdaj to mora obračunati, zdaj mora vse zapakirati. Tie the knots, vse mora, da bo vse, ko on čuti, da je konec blizu, sam še to uredim, da bo družina preskrbljena, da mojim otrokom ne bo nič in seveda kako narediti, da te bojo ljudje ubogali, ko tebe več ne bo. Skratka, imaš neki in gre, uleti in tam nekim bogatašom gre groziti z nekom, da če pa ne bojo ga ubogali, da če ne bo po 5 letih tam nek blazen denar na nekem računu, da bo snajperji jih pokončali, valjda, ne? In potem seveda, da pokaže jim, kako ne blefira. To bo se šmeje, ko boš videl. On tudi seveda tako približno naredi. Tleskne z rokami in se v neki vili so. Ja, vili, veš, ful šajba. In se seveda na tistih dveh sogovornikih laser, veš, ne laser, rdeča lučka, ne, tak, češ na nišanu vas imamo. Tako kot v Sherlocku, Moriartyju, samo to vemo, da je bilo zares, ne. Valjda pri Breaking Bad se izkaže, da je bil to seveda blef. Ti plastrčke. Dva gankja zunaj svetstva, ne valjda. In pol mi upis, da je bilo dobro. V Breaking Bad je pa seveda ista finta, ne? Če ne boš me v Bogu stariti, imam snajperja, ki te bo bol. On ne verjame in on in avto. In začne pokati za res. Tako hudo. In še kar je važno, toliko so bili brihtni, da so samo eni epizodi prej ta lik tega snajperja vzpostavili, se spomniš za Šankom, kjer pove, njegov sin je izginil. To je bivši moj prijatelj, vietnamski veteran, njegov sin je izginil. In ga sam pogledal. In točno vidiš, da je to čist nek norc. In pa seveda v naslednji epizodi verjameš, da je res lahko ta nek snajper res norc pizda, da bo res šel in se bo vlegel in te bo ubal. Zato, ker je res tak norc, ker niti govori ne, spregovorni besede. Ja, mislim, da smo nima lajna človek. Samo gleda tako tam za Šankom. Prerešeta unga Maseratija. Vse verjameš. S tem tipom se ni zabavati. Vojni veterijan, vojni vegetarijanc. Vojni vegetarijanec. Vegetarijanci vojne za Slovenijo. Z mrtvim otrokom in blazno jezen. Pa nič ne rabi več, vse preskrbljen. Penzija je, nič, kaj njemu. No, ampak pokaj, zdaj, če gremo pa na taglavnega, na spaghetti monsterja, ne, še. Ko že ta reži ledu, ne, niso tako. On je s to filozofijo tam, ne, on je imel čist, ne, te žive, on je ta nekaj vcepo to, ne, time is a flat circle, pa welcome to Carcosa. Ampak je zanimivo, koliko so tega misticizma izuzjane, nekaj jaz pa sem naknadno bral, to so neke tam te struje, pa ta Badu, pa vodu, pa to, ne, mislim, tega to je, mislim, da si predstavljam. Vodu je tam Florida, no, No, okej, ampak hočem samo tako reči, da
si predstavljam, mogoče če si Američan, ne, oziroma, a veš, če saj mogoče, a veš, tako kot pri nas veš, približno, kaj so prek Murci, tako, a veš, imaš v Ameriki saj neko predstavo, mogoče to ima tam še večji efekt, no, če si... Gotovo so v kakšnih cajtengih lokalnih, vsake toliko cajta je novica, da so najdeli kakšen flat circle. Ja, več ali manj, ja. No, da se najbolj živijo s tem, da se neki kult tam živi. Ne? Tako kot mi vsake toliko časa v slovenskih novicah zveš za tisto, ki pač otroke nimajo v šoli. Ne? Ja, nekaj te. To je njihova folklora, to je pa naša. Ne? Ja, veš. No, ampak ta Spaghetti Monster, ne, je pa ta, ki začne angleško govoriti. Ja. To je pa ena... Grozljivo, ne? Ja. Prav creepy, ne? Ja, Kako kar se reče zdaj, je pač tip dejansko se sam tok vzel in se nekaj študiral, ali je dejansko pač Filmi, kot otrok, ja, tisto imel, ne, in je televizija bila njegova vzgoja, kjer se je... Ampak je kar naenkrat ta, zaslišeš, že tako skoraj tak Frank Underwood. Zaslišeš bleščeče kristalne lestence, a ne? Ja. V tistem, ne, on se pa sprehaja, se pa v najbolj nemogoči fucking shit. To že je grozljivo gledati, kako? Ja, mislim, da če bi gledal une horderje na TLC-u, pa bi vedel. To je to normalno. On sem povor, pa še da me ubije, še una umazana njegova pol sestra reče, dej psa z mizeka, ni higiensko. To je ta, veš, a veš kaj, dejansko to so oni, ne, so ta pač Lannisterjevi brez keša. Ja, v bistvu. Ne, pa ful je dobro, ampak ta pes, ne, ima pol, vidimo v zadnjem delu dejansko vlogo, ne. Ta pes je tam forerizem, ne, da hoče noter prijeti, ker v bistvu izda, kje se on skriva, ne, v oni hiški, pa polke naprej beži, ne. Ampak tako, tam je to meni, mislim, očitno je, da so imeli res sam en del v bistvu za vzpostaviti njega, ne. In so mu dali to sceno na začetku in v tisti sceni, mislim, da mene so čist zadovoljili. Mislim, več nisem rabo vedel. Zato, če te take stvari zadovoljijo, jaz bi se vprašal malo na tvojem. Ne, res, mislim, veš, na začetku je ta scena, to s pol sestro, s tem psom, ti nekako dajo, lej, to je pa ta človek, ne. In vse, kar povežeš v glavi, jaz več nisem rabo vedeti. Ker so eni, moj bog, sam 5 minut je bil noter, nekaj že spet. No, ampak se ga že skozi pripovedovanje, v prejšnjih delih tudi veš, ko ga nastavijo, pa... Ja. Mislim, da je Čehov rekel, da če je v prvem dejanju na odru puška, mora v tretjem dejanju početi. Ja. Če že imaš psa, mora biti nek razlog. To je res, ja. In tle je to kar lepo zavezan. No, da je pa, ko gremo, bomo pač ta, kako se un showdown zgodi, v tistih, to je tam je zdaj naslednjičkam gledom, tudi čakal, da en zažge ti svejevje, ne, to je dejstvo zdaj, to jaz nisem pomislil. Ja, pa lih taka arhitektura je, da so prav kot dimniki, Še tako malo majovsko deluje vse. Ja, ko smo navajeni teh majovskih piramid. Bo noter pa zažgal in bo to neka... A bo pa Indiana Jones men prodal z eno vrečko peska v roke. Pa kuglo. Za njim, ja. Po drugi strani se pa tudi vprašaš, pa kaj sileš not, pa zvoni počakaj, se prišel ven, ali pa ti spražgi pizde. Ampak so lepo uvedeli pol, tam nek nasred tega zadnjega dela, ki Marti vpraša Rasta, ti imaš še kaj prividel, ne? Ja, prav, to ne gre stran, ne? Ja, ne, Line je še ful boljši, ker reče to, kar imam jaz, to it doesn't get better. Ja, te so. In to so ta človek, ki je to pisal. Ampak, no, ok, pa če gremo na ta zadnjo sceno, da zaključimo, ne, počas ta luč pa tema, ne. Še prej imamo Pieto, ne, La Pieta, prizor, kjer Marti drži. 4 udarce z glavo, hudo močne, je benti, kako ti spusnet dobro. 4, kad ga sune, duf. Pa je paza, pa duf, pa še zmeraj je verjetno. Ja, zgleda, veš, pa tudi, ki ga štihne, tako štihne. Zelo nefilmsko, če sem čisto iskren. Ja, umazan. Ja, pa ker se kera leti, res leti. Mislim, ni. Ampak tako, zdaj v bolnici, ne, sta pa dve scene, ki sta dosti ključne. Ena je ta, ki vem, da ima pižama, ki je napisal zanč, ko k Martiju pride familija, ne? Ja. In on v bistvu pač vsi hoče reči katarza, pa ni, ne? Ne, oni so ga ustrašili, so vse za njega, prišli so ga pogledati, ampak to za njihovo razmerje ne pomeni, a veš, še zmeri čutijo nekaj,
Oče vam je skoraj umrl, ne, dajmo ga pogledati, ampak oni ni šanse. Viska bo čez 20 minut konc, Ja. in tako bojo šle, kaj misliš? Ja, una nazaj hunmo in una de poslovanje. Ja. Točno to, ja. Ni, tega ni in to je že spet, ne, to, kar si rekel, Jonas, ne, je bilo pač, tako je, ne. Mislim, ni na Don't konc. ever change man, ne, pa fucking, če tam z zadnjimi atomimi močmi, ki jih ima. Ampak tle na koncu je koli itak čisti Jezus, ne. Ja, ampak je pa potem ta zadnji dialog, ne, ko ga pele ven, ne. To je pa, ni že spet katarza, ne, ampak je pa lepo, a to si upam reči, da je lepo, lepo je. Lepo. Celo za kakšen okus prelepo. Prelepo, ja. Mogoče za me prav gotovo na robu, veš, mečkam sem že tako le malo gledal, Ampak- pa je redo. Ja. Veš, ko sem rekel, da ne, optimizem, ok, v redu je. Dober. Ja, ker mislim, da ni šel preveč. Nisem, ja. Optimizem. Ne? Ja. On je doživel tam nekaj, ne? Pač zdaj No, no, ampak itak, je- neko kemično reakcijo, kar se bo tako verjetno pa Sandor povedal, da je to bilo. Ampak da je nekaj se mu je premaknilo, ampak vse ne to. Tako kot pač tle na Boh, Martin, ne bo se familija preselila tudi, Rasta bo kar naenkrat ratov voditelj otroškega programa, a veš, pa objemal tam ženske na cesti in jim ubil svet je lep in jih vozil na biciklu, pa take stvari. Ne? Pa tako, kot smo že na začetku rekli, ne, ta tema, pa luči, ki se prižigajo, ne, lepa metafora za cel šov. Ne. Ja, pa se tudi on vpraša, ne pa prav najna zgodba, je edina zgodba, ki je ta najstarejša, ne svetloba proti temi. Ja. Ne. In tudi to, ampak saj zame, ne, mogoče je enkaj filofax naredil, ne, prav filozofijo, mogoče mu to ni tako novo, ampak saj zame, ne, ta mogoče najstarejša zgodba svetloba proti temi, to je vse res, ne, ampak se mi zdi pa ta nijansa teme, ki jo je več in luč, ki jo prebada, ne, je pa zame bila nova in je meni super. No. Mislim, a veš, ta nijansa tega je pa meni. Mislim, to je ideja, ki bi jo že mogli poznati, ampak pizda, res nisem pomislil. Ja. Najprej nisem pomislil, To je to. Ja, to je simpel. no, točno to. In še s tem nebom. Pizda, kaj Ja, nisem jaz ja, tako da tako pa lepo na to. Tako da, logično. mislim, da to. Mislim, to je definitivno line, ker najstniki, ki so to serijo gledali, zdaj le pičkam govorijo tako. Definitivno. To je tisto, kar pobereš. Ja. Zmulj pa pobereš iz vseh filmov. Tako je, ker zdaj igrajo dva komada od My Bloody To bojo Valentine. ponudili, mulci, veš kako. Miška se klas zmaguje, ne razumeš, se klas zmaguje. Če si je raven krok. Ne raven krok je premica. To je, ja, vse klevi se da. Ploski krok. Ne. Drugač pa, mislim, da smo naredili. Mislim, da smo Jonasa spreobrnila, da bo šel zdaj gledati Igro prestolov takoj. Vse sem gledal, Ja, se vem. Se bo, enkrat bo. A bo doživel to Nami gre na rasto. živce, unta malo, razumeš? Tyrion. Zato, ker se tako obnaša, da je on res tak strupen, res Pa igralec. moraš malo gledati. Ma vse sem ga gledal, ampak veš. Ne, gledaj, moraš vse videti. Ne, češ, da ni važno, da sem jaz pač majhen človek. Ne? Ja, ampak je Lannister. To je Lannister. Knjige je prvo, Jonas, nimam drugih besed. Gremo še admin narediti. Kako bi mu razložili tega Lannistera? To je tako, kot bi imeli pri nas javne strice iz ozadja. No, in to, Ja, javni strici. iz ozadja. Kako se kaj drži, ona je bila lušna, zmajovka, kva, tiste je bila lušna. Daenerys. Všeč mi je bilo gole kože, vse vem, vse zato se to gleda. No. Hodorjev penis si gledal. Ne? Ja, to so, ker so cel South Park epizode, ki se norca delajo, da so sami tiči. Se res. Winner. Pa jih sploh ni. Ne, Pa v bistvu sploh ni tok, ja. Alfie Allen ga pokaže. Pa je Pa on ga zgubi pa. Ne pa. bomo več omenjali. V glavnem, pižama admin. Admin, najlepša hvala za poslušanje. To so bile 27. glave oddaje za legitimno preživljanje prostega časa, ki jo vodi vas skupaj s prijateljem Anžetom Tomičem. Najdete nas na aparatus.si, poševnica oddaje Poševnica glave oziroma na Facebooku aparatus.si. Sledite nam lahko na Twitterju aparatus.si. Hvaležni smo vseh donacij, ki jih date na aparatus.si poševnica podpri, tako da zgradite svoje stebre železobetonske za aparatus, tako kot jih trenutno Jonas. Žal še kdaj prišel sem, ki mu je všeč, ker dobi večerjo. Ja. Salamo reže. Ja. Jonas reže Jonas salamo. da vedno zajest.
Tako da čez 14 dni, pa če bo šlo vse po planu z Matevžem Luzarjem, House of Cards. Pa glejte, Matevž Luzar je režiral Mamin dan, ne zgazimo, da v sredo, jutri. Zdaj, ko poslušate včeraj, ja. To smo že rekli, da bomo imeli eno oddajo, kamor bomo povabili pač scenarista, oziroma človeka, ki je priredil scenarij, Neca Gazov, da bomo potem 1 uro samo pizdili, kako je Luzar zajebal v scenarij s svojo režijo. Ja, ampak v sredah. Ne, glejte, jaz sem gledal trailerček, pa zgleda kar tak zanimivo. Jaz hočem sam gledati, hočem sploh vedeti. Sam imam nekaj, tako imam v glavo nekaj. To, da je to, drugač pa... Pižama, kje se te najde na internetu? Na internetu se me najde Afna Pizama na Twitter, oziroma Pizama.net. Res je. A že? Jaz sem pa na Twitterju Afna Anzeto, pa lahko nam težite tudi prek maila glave@aparatus.si. Jonas, kje si izumitelj interneta? Kje si ti na internetu? To je a imaš svoj internet, kot Lojze Peterle? Na prejšnjih volitvah. Ja, na mojem internetu smo objavili. To je to, on je brutalno web kampanjo. Jonas, kje ste najdel na netu? Na Twitterju sem Afna Milijonar. To je to. Evo. To je to. Hvala obema. Ne bom več 300 zdaj rekel, rečta adijo in to je to. Adijo. Čau. En pa še malo salamo na jezu.